Lepo pozdravljeni, dobrodošli v še eni zanimivi oddaji. Začnimo teden z Lili Sorum. Danes imam za vas prav posebno gostjo, ki sem jo v oddajah že napovedala. Z mano je Darja Purek. Darja, dobrodošla. Hvala. Hvala ti, da si se nam pridružila in hvala ti, da nam boš razkrila tokrat pa modrosti vzhoda. Ja, pridih vzhodnega metriča, tako. S čim vse se ti ukvarjaš, za tiste, ki te pa mogoče danes prvič vidijo? Ja, glede na to, da so vzhodne doktrine, vsi trije vplivi, nebo, človek in zemlja, v bistvu vse združeno, kot vpliv neba, pomeni, vsi poznamo vpliv plime, vpliv lune, vpliv sonca. Čeprav nekateri pravijo, da to je larifari, ampak se mi zdi, da vse več imamo dokazov, da pa ni čisto tako. Ja, da delujejo energije. In to lahko vidimo tudi tako, da se vsak dan ne počutimo enako, da vsako leto ni enako, da imamo različne izzive v življenju in da smo, ne bom rekla ujeti, da ne bomo se počutili utesnjeno, pa vendar smo pod vplivom mreže, naravne, bi lahko rekli matrice, planetov, sonca, lune, 28 so zvezdi. In ko se zgoraj premakne, se v nas premakne. In kar je zunaj, je znotraj. Tako smo zanimivi. Včasih neke stvari, tisto, kar nam paše, povzamemo, tako zgoraj, tako spodaj, ampak to pa ne, ostalo je pa larifari. Zanimivi smo. Kakšna je tvoja izkušnja v delu z ljudmi? So odprti temu, se bolj odpirajo, se bolj zapirajo? Definitivno. Prav ta čas se je začelo zelo odpirati, ker smo tudi na pragu duhovne revolucije. Ljudje se vse bolj nekako zavedajo tega subtilnega sveta vpliva energij. Tudi v sebi vedno več odpirajo, veliko ljudi dela na sebi, kako bi rekla, v glavnem opaža, da nekaj je. Tako da tudi te naše stranke, recimo, so odprte, ker drugače ne bi prišle. To sigurno, ja. Ampak tudi med njimi je razlika. So tiste, ki so malo bolj, so tiste, ki malo manj. Predvsem, kak odnos imamo do tega, tudi kakšno je naše čustveno stanje v bistvu, ker to znanje lahko prebuja neke strahove. Sigurno. Marsikdo se spomni tudi, ko so se pričeli pojavljati prvi žarki, bom rekla, reiki in podobnih stvari. So si ljudje to zelo tako razlagali, zdaj grem tja in potem pa vse super. In je bil kar proces razložiti, da ne, v bistvu ti proces zdravljenja s tem sprožiš, kar pomeni, da to ne boš zdaj sedel, pil kavo, jedel čokolado in boš super, ampak mogoče bo bolelo, mogoče se bojo kakšni vzorci sprožili in tako naprej. Pač potrebno je delo, da se pozdravimo. Mi bi pa zelo tabletko, pa da smo super, lepi, zdravi, mladi in polni energije. Ja, smo v zahtevnem času. Zahtevni časi, ni nujno, da so težki časi, ampak nekaj od nas zahtevajo. Tako. In tukaj, kjer smo se zdaj znašli, zahteva od nas, da nekaj uredimo. In imamo krasno priložnost. In smo mikrokozmos, makrokozmosu in vse te planetke imamo v sebi, vse te zvezde preko akupresurnih točk. To je vse povezano. In potem gledamo še tretji vpliv, okolje, v bistvu, kjer se nahajamo in tudi vidimo, da se povsod ne počutimo enako. Pridemo v kak prostor ali pa kak kraj, ko rečemo, wow, tu je pa tako dobra energija, bi kar človek bil tam. Pa si kar napolnen, ko greš ven iz tam. Kakšni si pa... Včasih pa te kar stisne in ti je neprijetno in tudi, ne vem, določenih notranjih prostorih. Tako da in ta srednji vpliv človeka, ki je v bistvu ful pomemben, to smo mi. To je tudi naravna medicina. V bistvu naš odziv, kako smo mi pripravljeni delovati, ali delujemo čez čustva, ali delujemo čez vrlino, ali smo prerasli, izrazili, preobrazili. Ta srednji del je zelo, zelo močan. Če bi procentualno gledali, kjer vpliv je najmočnejši, ni. Vsi trije so tam 33,3% in sestavljajo celoto, tako da se vse zliva. In ko poznamo vse tri vplive, upoštevamo in sebe nastavimo v bistvu na eno frekvenco, da bomo te energije uporabili v bistvu zase, in najvišje dobro vseh, potem se nam življenje res polepša.
To je čudovito izbrati zdajle. Ja, ker se mi zdi tudi jaz veliko, kot podarjam, vedno imamo izbiro. Ne? In ta naš odziv na to, kar se dogaja v okolju, na to, kar se dogaja znotraj nas, ne? Je tisti, ki je ključnega pomena. In tudi sam odziv, ko se nekaj zgodi, ta naša prva reakcija nam lahko zelo veliko pove o nas. Tako. Smo zreli, nismo zreli, smo ranjeni, smo utrujeni, smo nekaj prerasli, še nismo prerasli. In veliko, kad se ravno za to situacije na videz ponavljajo, da mi vidimo, ne? Sej tudi v šoli, ko se učimo upoštevanko, to ne pomeni, da nam rečejo 1x1 je 1 in to je to za vse večne čase. Mi pa velikokrat potem rečemo, pa spet jaz, pa zakaj že spet, pa pademo potem v še nižje vibracije, s čimer sicer ni nič narobe, če se znamo potem pobrati. Včasih se rabimo tudi sami sebi smiliti. Ampak pride tak trenutek. Tako, pride, sigurno. Ampak če pa razumemo, zakaj se nekaj dogaja, tudi sama numerologija je v bistvu samo orodje spoznavanja. Ne more pa na mesto nas. Marsikdo bi pa novo ime in ki bo potem prineslo, saj veš, bogatstvo, pravega partnerja, lepoto in tako naprej, pa ne gre v tej smeri. In je zanimivo, kako je ciklično, kad si rekla, ponavlja se. Mi imamo vedno znova priložnost. Recimo, tako kot zdaj stoji nebo, je stalo pred drugo svetovno vojno, kar je strašljivo. Se tudi naši odzivi so bili taki, oprosti, ker ti skačem v besedo. Ko se je korona pojavila, ljudje so 50 kg moke kupovali, ne vem kaj še vse. Odziv je bil zelo, umrli bomo, vojna je. Ta izvorni strah. Ampak, če pogledamo strah, je nek strah pred preživetjem, eksistencialni strah, ki je nekako naraven, ampak ta strah, ki se je pa sprožil v tem času, zaradi česar se je, pa ni več tisti naraven eksistencialni strah, ampak je predvsem sistemski strah. Ljudje smo ali pa so začeli verjeti, da nas hrani sistem, da smo popolnoma, da je naše življenje odvisno od sistema, ampak sistem je samo sistem. Mi smo odvisni pa od narave, kar je tudi sistem, ampak je naravni in ne družbeni sistem. Čeprav, smo tudi od družbenega sistema nekako odvisni, ker smo družbena bitja. Ker smo del, seveda, absolutno. Vsega, ampak imamo tu spet izbiro. Vedno je na voljo in narava nam vedno ponuja in ima priložnosti. In vsako leto nam ponudi posebej 4 točke ali pa 4 energije, ki so še posebej močne na konočja in solsticije, kjer se lahko na novo nastavimo, kjer se lahko še bolj povežemo s sabo in naravo. Kar smo pravzaprav kot človek v vseh civilizacijah počeli. Katerakoli stara ljudstva pogledamo, vsa so bila povezana z naravo, vsa so se zavedala teh pomembnih datumov, na tak ali pa drugačen način so jih imenovala, ampak za vse je bilo enako noče in tako naprej pomembno. In potem reče, to je lari fari, to ni dokazano. Ampak če pogledamo nazaj, vsi japonski cesarji, kitajski cesarji, vsi so se naslanjali točno na to modrost. Zdaj pa kar naenkrat ni dovolj dobro, tako da smo zanimivi smo ljudje. Tudi vladarji uporabljajo v bistvu to znanje. Tudi sedaj samo tega, bom rekla, uradno ne priznajo. Seveda, to je znanje, ki je uporabljeno vse splošno. In recimo bazi astrologija, vzhodna astrologija je zanimiva, ker ponuja slike narave. Torej, ne beremo čez planete, čeprav so v teh slikah seveda planeti, ampak pogledamo v naravo, tako kot recimo resnično naravo, naprimer si ogenj, sonce, ali pa si voda, ocean, ali si drevo, in ti gledaš sonce, kaj je lastnost sonca, kakšno je sonce, kakšen je ogenj, in spoznavaš sebe v bistvu preko opazovanja narave. Te slike so nam zelo blizu in to nas nekako odpira življenju. Vsi tudi imamo, smo del narave. Se mi zdi, se pravi, tudi narava na nek način ima najbolj prav. Mi gremo lahko proti naravi. Pa zelo veliko škode smo s tem naredili. Podnebne spremembe so jasen dokaz, da da smo nekje skrenili. In da ljubčki moji, narava je absolutno tista, ki bo imela zadnjo besedo. Ne tako mi za nek čas mogoče že lahko vplivamo, ključno vplivamo. Ampak če pa zdaj to prenesemo, tako porodila se mi misel, če prenesemo v naše življenje, v obdobju najstništva smo tudi najbolj pametni. Mi vse vemo, vsi so neumni, naši starši sploh nimajo pojma, pa vse bomo spremenili, bomo svet, svojo pravico bomo iskali,
tako se mi zdi, kot človeštvo smo malo tukaj. No? Mi mislimo, kako še vedno smo tam. Tudi, če si opazila, vsi bi radi bili mladostni kot najstniki, tudi zunanji videz, na vsak način, sam dan vi. Ampak narava ima cikle, narava ima 4-letne čase in kjer smo se ujeli nekako, če pogledamo zdaj v skladu z naravo, je pomlad, malo ta zaletava najstniška energija, večna mladost in to, ampak so pa 4-letni časi. In vsak je po svoje čudovit. Ja, imamo tudi jesen, zrelo jesen, ki nam nudi čudovite plodove. In imamo zimo, čas regeneracije. In počitka. Ja, počitka, izbiranje energije. Po eni strani si pritožujemo prehiter tempo, premočen tempo, predinamičen tempo. Redko si pa resnično namenoma vzamemo čas za sebe, pa čas za to, da se umirimo, pa da nekaj zase naredimo. Ker smo ujeli ta tempo. Tako da jaz bi zdaj tebe kar napadla, ker vem, da ti imaš čudovite znanja, čudovite ritualčke. Kaj bi nam za jesen, za zimo, za umirjanje, za povezavo sami s seboj ti svetovala? Pa če nam lahko zraven še malo poveš, iz katere vede oziroma iz katerega nauka izviraš, da ne bomo zamudili. Daoistične modrosti. To so dao vaje, samo masaže, akupresure, tudi navadba. Gremo čez 5 točk, kjer uporabljamo, vedno se povežemo. Gremo čez samo masaže, akupresuro, vaje za telo, vaje za obraz. Imamo tudi čustveni detoks in meditacijo. Super. Darja je sicer ful aktivna, tako da Darja najdete tudi na socialnih omrežjih, ogromno tako, imaš tudi svojih prispevkov in tega, tako da za vse tiste, ki bo tale oddaja premalo, absolutno vabljeni, bova tudi povedala, kje te najdemo. Zdaj pa k praksi. Tako, zdaj pa k praksi. Gremo k praksi. No, glede na to, da nam napovedujejo zelo zahtevno zimo, hladno zimo, tudi znanstveniki svarijo, potem imamo energetsko krizo še plus tega. In tudi po energijah v bazi astrologije se vidi, da je konec leta zelo močna voda, kar bi lahko pomenilo višek vode kot poplave, lahko pa tudi sneg ali pa velik mraz. Veliko mraza, upoštevamo vsa agregatna stanja vode. Pa tudi mogoče celoten svet. Celoten svet. Veliko, kad gledamo samo naš vrt, pa za našo hišo, pa spregledamo, koliko je poplav v svetu, koliko je bilo potresov, koliko je bilo res, bom rekla, teh vplivov podnebnih sprememb že v svetu. Tudi če pogledamo pri nas takih sunkovitih vetrov, se jaz ne spomnim tako pogostih, tako močnih v preteklosti. Točno to. Tako da gledati kot celoto, Zemlja je celota, tudi mi smo celota. In mi smo celota. In zdaj bomo tihnila. In ne rabiš, ker zelo modro govoriš, lepo te poslušam. Pa bomo šli najprej, v bistvu zelo preprosto, tukaj imamo grodnico, prsnico, to vsi vemo, ali pa vemo, pa se ne spomnimo na njo. Mogoče takrat, ko nas neki tišči boli, pa da nam je tesno pri srcu, težko dihamo. In v prsnici je ujetih mnogo čustev. Zato bi mogli, predvsem ženske, prsnico redno masirati, kar pomeni vsak dan. Najbolje s tem delom, da se segreje, vedno spodbudimo toploto, energijo, ker trgač mraz pripeljemo v telo. Mraz je pa strah. Bolj nas zebe, bolj smo prestrašeni. Vse to je povezano. In po zimi kraljujejo ledvička, ki so sedež strahu lahko, ali pa tudi modrosti in miline po drugi strani. Pa nežnosti. Tako da smo res, jesen, zima zbira energijo in masiramo. Masiramo prsnico in lahko potujemo dol po prsnici. Lahko pa se z tem modelom, lahko pa se zadržimo nekaj časa tam, kjer nas boli, dokler ni toplo, dokler se ne odpre, se greje, dokler nam ne postane dobesedno toplo pri srcu. In ko zadihamo, lahko malo tako odpiramo, gremo noter med kosti, med rebra. Pa če imamo zelo dolge nohte? Super! Gremo lahko boš bolj aktivirala neurolimfatične točke. No, paziš, da ne poškoduješ. Da nisi premočen tako, malo bolj tako lahko tudi členek uporabiš, če so nohti.
členek na palcu ali pa členke prstov in potem takole masiraš. Ne? In se bodo, lahko kakšno čustvo pride ven, ne? Je fajn predihati, mi se učimo tudi navadba zdravilnih zvokov, tako da recimo jesen je predvsej pogosta žalost. Ne? Tudi veliko depresije, sonček, energija je šla, ne? Zdaj pa, kje je tisto poletje? Pa zima, pa mraz. In zvok SZ. SZ kot kača. Ne? Tak rezek, nežen, neslišen zvok sprosti žalost. Ne? In damo noter pogum, pravičnost. Ne? To so te vrline, jesenske, kovinske vrline. Ne? Vmes je element zemlje, elementarna faza zemlje, ki bo ponesla jesen v zimo. To bo po 20. oktobru. In takrat se je dobro prizemljevati in krepiti vranico, želodec, tudi toplo hrano zdaj nujno jesti, tudi vročo vodo, da se pije, da se grevamo, da ne bo mraza, tudi v ledvičkah. Dobro se najesti, to je čas, ko fajn jemo, tudi kaj masnega, da nas ne bo zeblo, kakšno kvalitetno maščobo. Ne? In zima, ko pa pride tisti mraz, pa imam eno samo masažo, ki je pri meni je zima, čim pade temperatura pro 20 stopinj. Zdaj bomo zmasirali celo telo. A si pripravljena? Pejva. Gremo si greti roke. In nastavimo tako 3 prste pred uho, 2 prsta za uho. In potem malo na uho in masiramo ušesa. In gor, dol. In se greje. Tako. Fajn zmasiraš in tudi lahko pregneteš. Dobro, fajn je, da ni uhanov noter, ne? Drugače pa tale mečica z glavo, z možgani povezana, tudi prikazuje, koliko imamo duhovne energije. Tako da zanimivo, recimo, da so Kitajkam včasih luknjali ušesa, da ne bi bile zapravljive. Ok. Pri meni ne deluje. Mislim, da je zahodni del sveta ta gesta ni delovala. No, ampak ja, zanimivo, ne, ta del, ko zmasiramo tudi možgane, glavo in potem celo hrbtenico in noter so vsi organi in lahko kar gnetemo ušesa in se grevamo. In ko nekaj časa to počneš, boš čutila, da je zelo toplo, da se v bistvu kar užgejo, tako zažarijo, so malo rdeča. Ne? In potem čutiš, da bo po celem telesu šla ena toplota. Potem se greš še ledvička, torej se greš roke, vedno, položiš na ledvička od zadaj, niso tako zelo nizko, ampak kar malo višje, ne? In krožiš. Ne? In to je najbolj pomlajevalna samomasaža. In zima je regeneracija, tukaj se pomladimo in posebej letošnja zima zelo pomembna. Ne? Vse vsaka, ampak res zdaj nastavljamo energijo, koliko bomo zdaj energije zbrali, rabili bomo jo kar nekaj zbrati glede na turbulentna leta, ki so pred nami, zahtevna leta, tako da si odpočivamo, da nam je toplo, tudi kakšna volnena oblačila, topla hrana, vroča voda smo že omenili, ne? Dih v trebuh, je energija, dih je toplota. Ne? Tako da imamo različne ukrepe proti mrazu, da preprečimo, da bi energija uhajala, predvsem pa, da tukaj ne uhaja. Da se mi umirimo, to se mi zdi pomembno. Ne? Namen zime vendarle to, vse v naravi počiva. Ja. Mi smo v fitnessu, mi pa novo leto žuramo do nezavesti. Takrat bi mogli najbolj spati, recimo. Ja. Se pravi, 12. mesec tudi z numerološkega vidika je, kako se pravi enka in dvojka, kako se jaz znajdem v družbi, a ne? Enka v dvojki, kaj želim jaz oddajati v družbo in kako družbo želim. In če pogledamo veseli december, ne vem, če ravno zelo selekcionirano izbiramo vsako druženje, katerega del smo, da ne govorimo, običajno prisoten tudi alkohol, zelo nezdrava hrana in tako naprej. Se pravi, tisti najbolj nekako intimen del leta, ko naj bi zaključili, ko naj bi se poslovili od nekih stvari, potem januarja je vesolje, ok, stari, kaj bi sploh rad? Kaj bi sploh rad, itak. Tole naročilo je sila zmedeno. Ja, točno to.
In december je res čas počitka, regeneracije, ne? In se bo potem januarja, po 6. januarju, po 3 kraljih že čutimo, energija že prihaja, Yang se vrača, zimski solstici je zelo pomemben, kjer se obrne, v bistvu se zgodi obrat na presredku v telesu, se zgodi, iz yin faze gremo v yang fazo, potem se dan začne včasih daljšati, ne? In to je, takrat bomo začeli tudi navzven malo bolj delovati, ne? Čeprav še bo zelo počasi se dogajalo, december, januar je še zelo mraz, ne? Po sončnih postajah mali veliki mraz, tik preden pride pomlad najbolj hladno. In če bomo dovolj energije zbrali, če bomo jo čuvali, ni se nam ničesar zabati. Pa stiskati se treba malo bolj, ne? Očrtlati je treba, adajno. Je fajn, da se ženske s kakšnemu moškemu malo pribijemo, ko ima dosti janga, no, ko nas pogremo. Tako da, dobrodošlo. Naravna kurjava. Tako je, naravno gretje, takšno in drugačno, čustveno in fizično. Kako bi nam pa ti predlagala, da pričnemo jutro? A veš, zelo pomembno se mi zdi, da ta prvi začetek dneva in običajno, kar velikokrat počnemo, je to, da najprej pogledamo, kdo je lajko naše slike na Instagramu in tako naprej. Namesto, da bi tiste prve trenutke posvetili sebi, kot prej sem rekla, pač vzhodnjaške modrosti, Indijanci so dojemali trenutek tik pred sončnim vzhodom, trenutek je namenjen človeku, zato tudi v naravi je takrat tišina, je mir, mogoče kakšnega ptička, ki slišiš, a ne? In tako smo ljudje zanimivi, namesto da bi šli ven v naravo in poslušali ptice, sedimo doma in imamo ptice na desktopu in na YouTubeu jih poslušamo, kljub temu, da imamo tudi sredi Ljubljane vrabčke. Tako da ta povezava s samim seboj se mi zdi zelo dragocena, da jo že zjutraj pričnemo, da sami sebi rečemo dobro jutro. Že preden odpremo oči, tudi ko greš v službo, pa srečaš soseda v liftu, pa še dva na pol spita, rečeš dobro jutro, kako ste kaj, ne? Sami sebi pa ne. Jasno stravimo zjutraj prebuditi. In že pomembno je, ko smo še v posteli, ker stara daoistična modrost pravi, preden odpreš oči, rabiš odpreti srce. Greš srce in se zavedaš svojega bitja in se povežeš in šele na to odpreš oči. In potem seveda je zelo dobrodošla kakšna nežna vadba, da spodbudiš kite, organe, da se fajn raztegneš, pretegneš, poženeš kri po žilah in energijo po meridijanih in počakaš na sončka, da vzide. Ko sonček vzhaja, se povežeš pa s soncem. Sonce je pa izvor yang energije, toplote. In to nabiraš yang, da nam je pol toplo. In nas v bistvu tudi duhovno prebuja sonce, je duhovni ščit. Tako da ga lahko dihamo, tako da se povežemo z njim ob vzhodu. In za ženske bo 9 dihov super zajtrk, za moške pa tam 36, ker so yang pa rabijo še bolj yanga. Tako da Kaj pa, če dež pada? Če dež pada, je sonce tudi. A res? Ne zgine? Ne. Sonce je, zato pa pravijo, da je sonce najbolj konstanten oziroma varen mož od ženske. Vedno pride, pa vedno gre. Pa skozi bo prišel, pa ne bo zamudil. Zelo je točen. Zelo je konsistenten. Veš, kaj imaš. Veš, kaj imaš. In ženske rabimo, ker smo yin energija, smo luna, sonce, to razmerje se rabi združevati. Tako da je zelo pomembno, če je dež, pač se vemo približno, kje je sonce, kdaj vzhaja, pogledamo, se obrnemo na vzhod in sonce nas čaka. To sprašujem zato, ker običajno smo deležni, si sama verjetno reči tudi kopice izgovorov, zakaj ne moremo, kaj ne moremo, kako ne moremo. Po bistvu gre za nekaj zelo preprostega, kar nam vzame minutko, 2 časa, pa lahko zelo zaznamuje. Zelo spremeni življenje. Tudi če je kakšna bolezen, če smo čustveno nestabilni, nam bo to dalo stabilnost. In ker smo ženske luna, rabimo pa se z luno usklajevati. Luna je malo bolj buhasta, jo težje poiskati. Enkrat je polna, pol je ni, pol je pol. Tako kot ženske, pol težje za razumeti, ampak enkrat poznaš njen cikel. Treba ne se znati občutiti. Točno to. In dihamo pa luno. Ženske 30-krat, moški po 6-krat. To je pa se pravi zvečer. To je pa zvečer, ampak samo ko luna raste.
Samo ta cikl pomladi. Torej. Fajn je ujeti na vzhodu, pa ko je nekje tako v višini 3. očesa, da ne rabimo preveč vratu lomiti, pa se uležemo pod mesečino. V glavnem, se povežemo na vzhodu in jo podihamo. Samo ko raste. Od prvega srpca, malo po mlaju, ko vidimo prvi srpec, pa potem malo po polni luni, je še tudi užitna, kakšen dan, 2. Kaj pa zdaj, ko bo malo bolj temni dnevi, pa ko smo malo romantični, pa radi prižigamo sveče, kaj pa kakšen ritualček s svečko? Odlično, ker to nam bo tudi ogenjček spodbudilo in dalo tisto iskrico življenju. Ogenj je tudi jasno zvideti in tudi prežene depresijo. Vse, ko pogledamo zimo, kaj si predstavljamo, ljudi, polne topline, druženje ob kaminu, ob živem ognju, topel čaj, volnene nogavice, ljudje, ki se družijo, ki se malo humorja tudi rabimo v tem času, da ni pretogo, da ni pretrdo, premrzlo, zategnjeno, sprostiti. In ritualček svečo, lahko si svečko prižgemo, naprimer rdečo za zimo, da bo še malo bolj te ognjene energije, in opazujemo ogenj, enostavno dihamo z njim. Nepomično se povežeš in dihaš z njim. Že to nam bo prižgalo nekaj tisto znotraj sebe in dalo malo topline več. Tako da odlična zadevica. Ne rabimo dosti. Tako se mi zdi tudi prizemljuje ogenj zelo. Zelo. Pa ogenj, ko pravi živo bitje v Južni Ameriki, ti naredijo diagnostiko z ognjem. Vzamejo svečko, te podrgnejo, prižgajo in že potem, kako svečka stoji, kako se ogenj oblikuje, kakšne barve je, kako sveti, ti postavijo včasih skoraj boljšo diagnostiko kot pri nas v zdravstvenem domu. Odziva se na auro, odziva se na energijo in bo svečka bo včasih tako, bo čisto živčna. Včasih bo tako, ne bom se prižgala. Včasih kar ugasne. Tako da ogenj je dober diagnostik tudi. Je pa seveda, se pa lahko splamti, je pa hiter in gori gore in če ni res tist pod pravim nadzorom, lahko gre pa požar. Tako da letos vidimo vse ekstreme. Zdaj me pa čisto konkretno še ti zanimaš. Kaj vse ti počneš, pa po kaj vse, zdaj bom čisto po domače rekla, po kaj vse lahko ljudje pridejo k tebi? Poleg tega, da obvladaš astrologijo in ritualčke in masaže in vadbe. Ja, tako imamo. Zdaj je recimo najbolj aktualen kompas tedna. Kompas tedna gremo vsak teden čez energije, ne samo kot tipični horoskop, v bistvu gremo čez vzhodno-zahodni pogled, vse združimo čez dneve in vidimo priložnosti, vidimo izzive, podamo rituale in v bistvu gremo čez eno starodavno znanje, ki nam ponuja rast iz tedna v teden. Časi so zelo nepredvidljivi. Dolgoročne vizije so zdaj zelo zamegljene, ne vemo, kaj bo točno in to. Zato je zelo fino, se zelo prizemljimo teden za tednom. Mali cilji, koraki in se gradimo in si vedno bolj zaupamo in imamo potem, točno vemo, kjer dan podpora energiji, kje je mogoče izziv, na kaj biti pozljiv in kje je priložnost. In je super, imamo zdaj tudi eno tako akcijo v oktobru, v bistvu do 15. ali pa bomo malo še podaljšali, da kdo se prijavi na kompas teden, oziroma celoletne vadbe spletne, ki potekajo v zaprti Facebook skupini, 2-krat tedensko v živo, dobi kompas tedna gratis zraven. Ker spodbujam, da ne samo, da mi vemo, poznamo energije, ritualčki, vse dobro, ampak da gremo konkretno v telo. Na nek način ena astrojoga. Telesa. Znotraj urejaš. To se mi zdi tako pomembno, ker veliko vemo, ni pa nujno, da to počnemo. Ja, ker gremo čez ne? Seveda, že to, da vemo, da recimo kozarec vroče vode zjutraj lahko naredi obilo dobrega. Ni nujno, da bomo zjutraj to vodo popili, oziroma mogoče dan, 2, 3, potem pa že nimamo časa, se ne mudi, rabimo to, že ratejo neki moteči dejavniki in se mi zdi to ponavljanje v skupini toliko bolj dragoceno, ker te kar malo potegne za sabo, pa tudi, če kaj narobe delaš, ti
To dobiš ta feedback nazaj. Ja, točno to je. Smo sklenili točno z ritmi narave. Točno vaja, akupresura, samomasaže, ki sovpadajo s cikli narave. In to je tako zelo pomembno, ker se priklapljamo na naravno matrico. In to nam da stabilnosti, samozavesti, nas potegne ven iz tega sistemskega strahu, ne? Ker na drugi strani nastaja pa digitalna matrica. In zdaj ne bi se podrobnosti spuščala, ker je kar kompleksno, ampak ja, imamo izbiro, bližje bomo naravi, bližje bomo k sebi. V bistvu, to je tisti resničen izvor zadovoljstva. In ko greš ti čez eno leto, teden za tednom, tako zavestno, v enem letu se vse celice menjajo. Naša joga je joga za pomlajevanje. In vse pomlajevanje je tudi revitalizacija, je zadovoljstvo, je življenje. In lahko smo stari 80, pa se pomlajujemo. To sploh ni z leti povezano. Ne, sploh ne, to je stanje uma. V naši skupini imamo tudi čez 70 let stare, imamo pa tudi 20-letnice. Tako da se za vsakega nekaj najde. Pa tudi v življenju, tako srečaš koga, ki je zelo mlad, pa je utrujen, povožen, brezvoljen. Ja. Vse se bo verjetno pobral, ampak hočem reči, res leta niso tisti pokazatelj. Imaš pa ljudi, ki srečaš pri 80-ih, ki so tako vitalni, da samo gledaš in mogoče bo na Triglavu celo prej kot jaz. Ampak to se mi zdi pač ni stanje letnice, ampak stanje našega uma in tega, kar mi počnemo in sami, kako mi sami za sebe skrbimo. In zavedanje, da je vsak trenutek nova priložnost. Da se vsak trenutek ustvari nov val energije. Pomlajevanja. Če smo pozorni in prisotni, bomo od tega imeli veliko. Ja, potem pa imamo še astrologijo. Ja, tako kot si rekla. Super. Imamo tudi še astrologijo za tiste, ki bi rade malo bolj... Ker kompas tedna je splošen, ampak je zanimivo. Splošne energije nas lahko veliko naučijo. Ker ti ne pove nekdo natančno to pa to, ni tiste sugestije, ampak je opazovanje, samo opazovanje, samo spoznavanje in potem preoblikovanje. Pa del celote smo, tako se mi zdi, to pretiravanje, vsak je unikat, absolutno. In je prav, da sebe raziskujemo, ampak še vedno smo del celote. Se pravi, če je polna luna za vse. Ja, kolektivno. Ta kolektivna zavest. Kaj pa naša pot znotraj tega? Sigurno smo si različni, ampak pač neke te, bom rekla, splošne, širše pojme se mogoče naučiti znova zaznavati, znova upoštevati, pa znova razumeti. Ja, absolutno. Tako da to človek, ne bo človek zemlja, vse združujemo. Imamo pa še kakšne samomasažne zadevice, komplet tudi home body shape, ki sva ga z Lijo Verneli skupaj oblikovali. Tako ona je prav pač v temu mojstrica, v maderoterapiji. Jaz sem pa pridih tega znanja dala zraven in smo izbrali res čist naravne materiale, gledamo les, jaz je čist naraven, ampak je tudi pomembno, kako je obdelan, da naravna olja so dobene kemije in tudi, kar je zelo pomembno, da so iz samo naravno padlih dreves narejeni. Se pravi, drevesa niso posekana za ta namen? Niso. Dosti, žal, vedno več dreves v neurjih pada, zdravih, lepih dreves. In ona so padla zato, da se naredi nekaj dragocenega. Ne rabimo pa jih sekati za to. Oziroma, zelo bi mogli čuvati drevesa, glede na to, kaj se dogaja z njimi. Res je. To je taka čudovita misel ob koncu, ki veš, da je meni še tako toliko bolj pomembna. Ja, tudi, če pogledava kjerkoli staro ljudstvo, tega odnosa potrošniškega, to sem zdaj porabil, bom vrgel v smeti, namesto da bi imel neko spoštovanje, ljubezen in hvaležnost. To se mi zdi največji problem človeštva, ampak to je tudi taka druga kompleksna veda. Zelo. Tako da sem tebi rekel, Darja, najlepša hvala za tvojo družbo. Hvala tebi. Zaupaj nam, kje te najdejo. Tvoja spletna stran? Ja, www.darja-furek.com, drugače pa na Facebook strani Darja Furek. Instagram, moram reči, da nisem preveč pridna, ampak imam pa imam že ustvarjen profil, tako da če boste me spodbujali pa začeli slediti, bom pa pol nekaj tudi dala od sebe. Zmenjeno, ti začni objavljati, pa te bomo sledili. Ok, moram najprej objaviti, kaj da bo zanimivo. Ja, tako da... No, pa upam, da bo še kdaj prišla, pa nam še kaj pokazala. Z veseljem. Enkrat pa najlepša hvala. Hvala. Čau, čau. Čau.